član državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, Aljaž Leban. Danes ste našli še eno neeksplodirano letalsko bombo iz druge svetovne vojne, zelo blizu tiste, ki ste jo odkrili v ponedeljek. Za kakšno bombo gre in ali bo onesposobljenje le-te zahtevnejše? Pozdravljeni, tako kot ste že povedali, smo na trasi, kjer se izvaja gradbena dela, dobili drugo letalsko bombo, se pravi, gre se za letalsko bombo A1, model 64, 500 librska, to pomeni, da je praktično isto 250 kilogramska letalska bomba, opremljena samo s 5 zadnjim vžigalnikom. Kar pomeni, da je za nas, pripadnike enote za varstvo pred NUS, zadeva identična, kakor je na bombi, ki jo imamo približno 50 metrov višji. Se pravi, da je bil ta vžigalnik tudi mehanski, kar je seveda, ste se oddahnili, ko ste ugotovili. Precej smo se oddahnili, ker prvi pristopi k bombi niso bili tako obetujoči. Pri ameriških bombah, če je od spredaj čep, se ponavadi pričakuje vse drugo, kakor mehanski vžigalnik. Največkrat potem imamo opravka s kemičnim vžigalnikom, takrat se pa stvari bistveno bolj zakomplicirajo. Kakšen bo sedaj protokol? Protokol isti, kakor pri naslednji bombi. Bombo bomo nazaj zakopali, gradbena dela, ustvarila se bo ta cona gibanja, prepovedi gibanja, in gradbena dela se bodo lahko pač izven te cone izvajala normalno naprej. Vi in vaši kolegi v tej državni enoti pa še naprej preiskujete z detektorji celotno gradbeno območje. Danes trenutno izvajamo pregled železniška postaja proti mejnemu prehodu Rožna dolina, se pravi proti Erjavčevi. Potem pa v naslednjih dnevih se pač preselimo na stran za nama, proti Solkanu, kjer pač bomo tudi izvajali pregled terena z georadarjem in detektorji. Hvala lepa in srečno. Hvala vam.